Podarki današnjega Pomurskega dnevnika. V vrtcu v Murski Soboti zaključek izmenjave v okviru projekta Kulturna izmenjava nas povezuje. Pianist Lijan Pucihar navdušil s klavirskim recitalom. Društvo mladih Beltinci pripravlja akustični večer v parku. V oddaji AgriNext Gen bomo našteli pogoje mladih prevzemnikov kmetij. In še vreme, jutri bo pretežno jasno. Cenjeni gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V vrtcu Murska Sobota je potekala zaključna prireditev tabora Kulturna izmenjava nas povezuje, na kateri so nastopili otroci iz Porabja in vrtca Gozdiček. V Murskosoboškem vrtcu so zaključili 3-dnevni tabor Kulturna izmenjava nas povezuje, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem in je namenjen porabskim in prekmurskim otrokom. Gre za sodelovanje z vrtci iz Porabja in njihovimi otroci, ki se nahajajo tukaj v vrtcu Murska Sobota v Pomurju. Gre pa za 3-dnevni tabor, kjer se porabski otroci srečujejo z naravnimi govorci slovenskega jezika in na ta način tudi ohranjajo to vez med matično domovino in Porabjem. Primarni namen tega tabora je izboljšanje jezikovne podpore tem madžarskim otrokom in nenazadnje me zelo veseli, da je se Zveza Slovencev na Madžarskem odločila za nas kot projektnega partnerja in da lahko tem otrokom nudimo to podporo prav. Vsako leto opažamo, da je boljše zanimanje, kajti letos se je udeležilo kar 11 otrok tega taborja, v prejšnjih letih je to bilo tam 7-8 otrok, tako da je zanimanje za tabor kar se povečuje in to je tudi en odraz našega dobrega dela. Tabor je letos potekal že 4. zapored, namenjen pa je spodbujanju rabe slovenskega jezika med porabskimi otroki, ki sicer živijo v okolju, kjer prevladuje madžarski jezik. Dejansko Zveza Slovencev na Madžarskem ogromno dela z vrtčevskih otrok. Mi za njih organiziramo razne prireditve, tudi kakšne ekskurzije, ampak jaz sem mnenja, da največji pomen pa ima prav ta tabor. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko naši otroci pridejo v eno drugo državo, lahko rečemo, v drugo okolico, kjer se govori samo slovenski jezik, kjer dejansko oni imajo možnost se skozi igre, skozi raznih dejavnosti spozna nove izraze, vzpostaviti nova prijateljstva in dejansko sem mnenja, da ti dogodki prispevajo k temu, da oni se po enem času odprejo. Za otroke so v vrtcu pripravili raznolike dopoldanske in popoldanske aktivnosti. Z otroki smo ustvarjali v dopoldanskih delavnicah na temo kmetija. Otroci so izdelovali domače živali, izdelovali so si igro spomin z motivi iz kmetije. Igrali, ustvarjali še dodatno v senčnem risanju živali. Popoldan pa smo se udeležili kopanja, bili smo na kopanju, otroci so zelo lepo sprejeli vse to in obiskali smo tudi Sikaluzo. Kaj ste opazili pri porabskih otrocih? So radovedni, sramežljivi, poznajo jezik? Vsega pomalo. Jezik pa zelo slabo poznajo, bi rekla. Ni tako bilo videno, da bi kaj znali slovensko. 3-dnevno druženje je popestrila tudi pravljica o Petelinčku, ki je kašljal, na zaključni prireditvi pa so nasmejani malčki kot petelinčki tudi nastopili.
Vrtec Murske Sobote je naklonjen kulturnim izmenjavam, saj ne sodeluje samo s porabskimi Slovenci, ampak tudi s sosednjo Avstrijo. Kot poudarjajo organizatorji, je skrb za prenos jezika in kulture na mlajše generacije nujen. V glasbeni šoli Murska Sobota je v sklopu soboškega poletja nastopil mladi slovenski pianist Lijan Pucihar. Predstavil se je samostojnim klavirskim recitalom in potrdil, da sodi med najbolj obetavne predstavnike mlajše generacije slovenskih pianistov. Pucihar je svojo glasbeno pot začel že v zgodnjem otroštvu. Najprej je igral violino, nato pa se je posvetil klavirju, ki je postal njegovo glavno glasbilo. V Beltincih se bo čez slab mesec, natančneje 2. avgusta, zgodil koncert in predstavila se bosta dva mlada glasbenika. Z nami je Elizabeth Adjej, ki je vokal tega dueta. Elizabeth, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Elizabeth, vi ste vokal, potem pa je z vami še Timotej. Tako. In na kateri instrument vas bo spremljal Timotej ali pa kar na več? Ne, izbrala sva samo en inštrument in to bo kitara, tako da ja, bo samo vokal in kot kitara. Tako, in nadela sta si ime dve ET, ne, to se pravi, vidva sta dva, Elizabeth in Timotej. Kakšno glasbo izvajata in pravzaprav sta člana Društva mladih? Tako, so člana Društva mladih in ravno naše članice so dale pobudo za ta dogodek, da bo nekaj novega v Beltincih. In v bistvu midva igrava predvsem pop glasbo, včasih se najde tudi kakšen jazz, vsega po malem. Tako. Zanimiva je odločitev za jazz, pop glasbo dobro poznamo. Zakaj pravzaprav jazz? Je nekaj morda novega, ni tista navadna melodija in harmonija, kot jo najdemo v klasičnih pesmih. Predvsem pa, ne vem, morda tudi zaradi mojega glasu nekako najbolj paše k jazzu. Kako sta prišla s Timotejem do tega sodelovanja? Timotej in Tito je ena izmed lepših kombinacij. Ja, no to se lahko rečemo, da že začelo v osnovni šoli, kjer naj je učitelj Miha nekako povabil k sodelovanju, najprej za šolskim bendom, potem pa seveda se je vse to nadaljevalo tudi v srednji šoli, gimnaziji Franca Miklošiča, in potem so naj vabili tudi na proslave v Beltincih in so ponavadi si kar zaželeli, da so jaz in Timotej, tako da potem je ta duet tudi ostal. Zdaj pa greste svojo pot oziroma svojo ustvarjalno pot. Kako intenzivno ustvarjata ali bo ustvarjata? Bom rekla, da je morda Timotej malce bolj intenziven v svojem ustvarjanju, jaz pa sem zaradi faksa malce najprej dala prednost šoli in sem rekla, da se zdaj pa faksu bolj osredotočim na samo glasbeno pot. Tako da bo zdaj to ena super odskočna deska, ta koncert. Ja. In kako nameravate nadaljevati? Delate po navdihu oziroma avtorske stvari? Bosta delala vnaprej ali pa poustvarjala? Kaj vam je pravzaprav ljubše? Ja, do zdaj sva večinoma poustvarjala. Se mi zdi pa, da Timoteju je sigurno lepše nekako lastno ustvarjanje. Jaz se še pa malce iščem, tako da ja. Zdaj pop glasba je zelo širok spekter. S čim se bosta predstavila 2. avgusta ob 19. v Beltinskem parku? Govorimo tukaj o zimzelenih klasikih ali pa tudi kakšnem novejšem popu? Sva vključila tudi zimzeleno klasiko, predvsem ravno so se dogajale melodije Morja in sonca, tako da sva nekaj pesmi izvzela tudi iz tega repertoarja. Prav tako pa bova vnesla nekaj angleških, pa nekaj pop slovenskih, in pa tudi od Senide sva izbrala eno pesem, tako da se bo za vsakega nekaj našlo. O katerih glasbenikih, če govoriva o tujih glasbenikih, pravzaprav govoriva, so to mlajše generacije, kot recimo Dua Lipa in podobno, ali pa se naslanjava že malce na starejše obdobje? Bolj na mlajše, sva pa izbrala pesem tudi Valerie, ki pa je ne od Amy Winehouse. Amy Winehouse je bila pravzaprav... Koliko glasovno poznamo, Elizabeth, so ti skladbe Amy Winehouse zelo prijazne za poustvarjanje? Tako, ja, so, zelo. In po kom bi si dala vzgled, oziroma si vzela vzgled, takole čisto pevsko? Po mojem bo kar Rihanna.
ta izbranka. Rihanna, ja. Pri jazzovskih delih pa boste izbrala kakšne izvajalce. Sicer poznamo jih ogromno, od eksperimentalnega jazza do malce nežnejšega jazza, tudi nekateri slovenski glasbeniki igrajo ušesu prijazen jazz. Zdaj ravno za ta specifičen koncert nisva šla ravno v jazz, so izbirala bolj pop pesmi, pa te, kot si že prej omenil, zimzeleno, slovenske, tako da bo lahko publika tudi prisluhnila. Zdaj jazzovske pa morda za kakšen koncert, ko naj na primer prosijo za eno pesem, dve, morda potem tam vključiva kakšne. Poleg vaju pa bo tudi Belmur. In ta kombinacija je zelo poslušljiva. Tako, kot sem že prej omenila, naše članice so dale to idejo in so v bistvu želele dati nama priložnost, Timoteju in pa meni, da se predstaviva kot mlada glasbenika. Zraven najo pa že ustaljeno skupino Oktet Belmura, ki pa pojejo bolj dalmatinske pesmi in so prijetne predvsem za starejše, srednje generacije in pa tudi za mlajše konec koncev. To se pravi, da ta glasbeni preplet, ki se bo zgodil 2. avgusta, bo pravzaprav koncert, ki ga pripravljata vidva, 2ET in Belmura. Tako. Čemu pa je namenjen ali pa je zgolj Društvo mladih Beltinci se odločilo, da bo imelo malce glasbeno pestren večer? Tako, Društvo mladih se je odločilo, da bi v svojem delovanju radi organizirali tudi nekakšen glasbeni večer. Do zdaj smo v bistvu imeli samo bolj pop kvize, pilates and matcha in potem wine and paint. Zdaj pa smo rekli, poletje je in ravno Beltinski park nam nudi to lepo prizorišče, tako da smo se potem odločili za glasbeni večer. To se pravi, da vabiva 2. avgusta vse, da se pridružijo vam v Beltinskem parku in preživijo nepozaben večer ob nepozabnih melodijah. Tako. Elizabet Adjej, najlepša hvala. Hvala tudi vam. V nadaljevanju programa boste lahko spremljali oddajo AgriNext Gen. Simon Seči, univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva, specialist za razvoj podeželja in ekološko kmetovanje, bo med drugim predstavil najosnovnejše pogoje za mlade prevzemnike kmetij. Poleg splošnih pogojev, ki so, da ima vlagatelj odprt transakcijski račun, da ni v osebnem stečaju, da ima poravnane vse davčne obveznosti do države, so še pogoji, da je ta vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva, da ne sme biti več kot 5 let nosilec te prevzete kmetije, da je star od 18 do 40 let oziroma še ni dopolnil 41. rojstnega dne, potem, da ima ustrezno poklicno znanje, se pravi, da ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo kmetijske izobrazbe. Kmetijska smer je živilsko-predelovalna, lesarska, gozdarska, naravovarstvena. Vsi tisti vlagatelji, ki pa nimajo končane kmetijske izobrazbe, pa morajo imeti končano najmanj poklicno izobrazbo nekmetijske smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije 4. ravni zahtevnosti iz smeri kmetijstva. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri precej jasno. Dopoldne je bilo zmerno oblačno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih izmerili 28, v Lendavi 25 in v Krajinskem parku Goričko 27 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo okrog 14, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 31, v Mariboru in na Ptuju pa 30 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 14 in 19, čez dan pa med 31 in 34 stopinj Celzija.
Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro.